Pozdravljeni, dragi obiskovalci, dragi sodelujoči, dragi domačini. Danes je ta dan. Dan, ko se spominjamo. In ko v spominih iščemo nekaj, kar je minilo, sanje, ki so odcvetele, še preden so začele rasti. Iščemo naše drage, ki so nenadoma odšli od nas. Iščemo, kje so tiste stezice, ki so včasih bile. Ki so včasih Prebrala bom pesem Zakaj gospoda Bogdana Žorža, ki jo je posvetil žrtvam požiga Tabora leta 1944. Zakaj? Zakaj so morali premladi umreti? Zakaj domovi jim zgoreti? Zaradi nas so v šoli nas učili in s težo krivde nas obremenili. Srce za njimi grenke solze lije, ko kri po maščevanju pije. Razum o spravi miru sanja, a duša se k molitvi sklanja. K molitvi zanje, ki jih zdaj slavimo, za nas, ki s težo žrtve te živimo, za vse, ki žrtve druge so zastave, za njih, ki krivi so morije te krvave. K nagovoru vabim predstavnika krajevne skupnosti, gospoda Janka Hareja. Spoštovani, spominskih slovesnosti se udeležujemo najprej kot osnovnošolski učenci, redkeje kot srednješolci. Študenti in kasneje mlade družine se praviloma takih slovesnosti ne udeležujejo, razen ko spremljajo lastne otroke nastopajoče. Takih slovesnosti se v glavnem udeležujemo starejši. Nas starejše zgodovine bolj zanima? Ali mogoče s staranjem začutimo vpliv zgodovine na sedanjost? Ali smo bolj dovzetni za bolečine prejšnjih rodov? Iz mladih let mi v povezavi s spominskimi slovesnostmi odzvanja fraza v spomin in opomin z obrazložitvijo spominjajmo se dogodkov iz zgodovine, da se zgodovina ne bi ponavljala. Podobno so učitelji trdili pri pouku zgodovine.
iz zgodovine se lahko marsičesa naučimo. Danes obujamo spomin na konkreten dogodek. Vojaki nemške vojske so prišli v tabor, požgali več hiš in pobili ljudi, na katere so naleteli. A je to vse, kar pravi zgodovina? Če da, na kaj moramo biti pozorni, da se zgodovina v taki obliki ne ponovi več? Zgodovina nas v tem primeru uči, da smo bili na pravi strani, da nosijo nemški vojaki sokrivdo in moramo, da se zgodovina ne ponovi, posledično razmišljati samo o zavarovanju naših meja, usposabljanju vojske. Mislim, da nas zgodovina ne uči samo tega. Zgodovina nas uči, da je človek streljal človeka iz čisto določenih razlogov. Iz maščevanja, sovraštva, iz ideoloških razlogov, ker se je nekdo počutil bolj pomembnega, ker je človek drugega človeka imel za nevrednega živeti. Nekdo je določil kriterije, ostali so sledili. Ko govorimo o ponavljanju zgodovine, lahko torej ne govorimo le o ponavljanju streljanja, požiganja, temveč o ponavljanju in pojavljanju sovraštva, večvrednostnih kompleksov, predsodkov, neupoštevanja, da smo vsi enako pomembni, da je moj sosed bitje, ki čuti enako kot jaz, čeprav razmišlja drugače. Mejo ponavljanja zgodovine smo že prešli. Številni niso slišani, kričanja in nasilja je veliko, predvsem na spletu. Brez težav se kogarkoli označi za bedaka, nesposobnega. Sodelovanja v raznih aktivnostih na vasi pogosto nismo sposobni le, ker je nekdo nepravi zraven. Kaj bi torej vsak od nas moral znati, moral biti sposoben povedati o požigu in poboju v taboru? Predlagam, da najprej povemo naprej resnično zgodbo. Zgodbe si ljudje zapomnijo. Morda čisto slučajno, ko gremo mimo obeležja. Take zgodbe vzbujajo sočutje. Take zgodbe učijo sočutje. Vsak otrok, ki tako zgodbo sliši, bo prej ali slej postavil vprašanje, zakaj? Zakaj so morali umreti? Zakaj domovi njih zgoreti? Ne vem, sin moj. Predraga hči, ne vem. Vem le, da tudi jaz vžigalico držim, čim menim, da sem nekaj več kot sosed. Da vžigalica gori, čim menim, da je sosed, sovaščan, bedak. In da sem dom že prižgal, čim to nekam tudi zapišem ali govorim naprej. Ne glede na to, za koga gre. Hvala. Ana Šilingoj nam bo prebrala svojo pesem Življenje. Življenje. Življenje je kot plesna melodija, polno vzponov in padcev kot simfonija. V življenju je ogromno lepih trenutkov, ko sonce sije in srce je polno občutkov. Življenje je kot mavrica, polno poudarkov, včasih sivih oblakov, a tudi sončnih žarkov. Ko se nevihta v glavi prikaže, se bori naprej, da srce ljubezen pokaže. Ne boj se izzivov, ki pridejo ti naproti. Sprejmi jih pogumno, saj te utrjujejo na poti. Vedi, da se pri vsakem padcu dvigneš močnejši in je vsaka ovira priložnost za začetek novejši. Življenje je darilo, ki nam je dano.
zato ga moraš izkoristiti, a zbrano. Stvari spomine za material preživljenja gradnji, naj bo vsak trenutek kot tvoj zadnji. Marcel Berce nam bo na kitaro zaigral preludi. Maša Poberaj Remec nam bo prebrala svojo pesem Čustva. Čustva niso nekaj, kar lahko nadziramo ali pa pomirjamo. Zgodi se samo, kot ko nekaj pade nam na ramo. Ko te strah okromi, ti srce kar ponori, a v sebi najdeš moč, ki ne moreš kar dati proč. Noge ti trepetajo, da misliš, da padel boš čez ograjo. Potem pa si rečeš, ni me strah in odpraviš kot namah. Ko si žalosten, počutiš se nič vreden in misliš si, da si zares beden. Takrat vse čez ramo vrzi in srečo v sebi obdrži. Ko nekdo te razjezi, udaril bi ga na 1, 2, 3. Najraje bi zakričal in ven iz sebe vse dal. Saj jezen si na ves svet, da iz kletvic spesniš cel sonet. In nekaj bi vrgel čez sobo in prijel bi ga zelo na grobo. A potem posveti nam zlato sonce, ki spremeni nas v prave borce. Počutimo se veseli, kot da bi vsem lahko uspeli. Na zemlji živimo in si njene dobrote delimo, saj smo si vsi v sebi enaki, ne glede na to, ali smo zlobci ali pa junaki. Slovenecem nam bodo zapeli Dornbirški fantje. Slovenecem, Slovenecem, tako je mati djala. Komaj je dete pestovala, komaj je dete pestovala. Zato Slovenecem, Slovenecem.
Čebečejo v krošnjah ptice, spet si gnezda spletajo. Vrnile so se lastovice v rodno grudo ljubljeno. Premili zvoki domovine segajo do dna srca. Poganjajo spet korenine, novo brst vse do neba. Preljuba ti slovenska zemlja, polna solsi in gorja. Svoboden, blag pomladni vetrič, v krošnjah lip naj se igra. V večernem mraku mladi fantje, kot nekoč gredo na vas. Poslušam njih prelepo petje, čriček spremlja jih ves čas. Ta pesem vzdravi mi spomine, spomine na nekdanji čas. Od tu so moje korenine, moje srce in moja vas. Najlepše rožice, so z mojega srca strgane, vse najlepše rožice so z mojega srca strgane. Srce boli najbolj, od prevelike žalosti najbolj. Mene pa srce boli od prevelike žalosti. Lasica na hribčku med grozdjem, tu rojen sem jaz. Pod njo pa se vije Vipava, to moja domača je vas. Pod njo pa se vije Vipava, to moja domača je vas. Sive so taborške hiše, molči grad stari stoji. Krvava se zgodba mu piše, v davnino obrača oči. Krvava se zgodba mu piše, v davnino obrača oči. Kapljica sladka po hramih, vesele tu raja ljudi. Slavček pa s fanti prepiva, ko tabor spokojno že spi. Slavček pa s fanti prepiva, ko tabor spokojno že spi. Dom moj dragi,
dragi obiskovalci, dragi sodelujoči, dragi sokrajani. Vsem se iz srca zahvaljujem za udeležbo ter za pomoč in za sodelovanje na prireditvi. Zares smo veseli, da ste se prijazno odzvali našemu vabilu. Vabim vas, da se še malo zadržite v naši družbi. Hvala in nasvidenje. Gospa Dora, če bi vam rekli, da ste Dora Kraljičeva Stabra, bi bilo kaj narobe? Tako. Zdaj sem Dora Premrl, bila sem nekoč tovarišica, zdaj sem samo Dora, Tabra, Kraljičeva. Kaj naj še povem, koliko nas je število bilo? Ja, malo v vaši družini. V naši družini je bilo zelo lepo, ker nas je bilo 7 deklet, en brat. Pri nas doma, na našem dvorišču, je bilo vedno zelo veselo, velika družba, zbiranje otrok, čeprav je bilo naše dvorišče majhno in skromno, ampak tam se je ogromno prepevalo. Naš pogovor bova šla skozi poglede vaših otroških oči. Zdi se mi zelo pomembno, da kot otrok imate svoj pogled na takratne čase. Govorimo o času pred drugo svetovno vojno, med drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni. Kako je bilo? Čas pred prvo nič. Pred drugo svetovno vojno se spominjam migracije. Polno ljudi iz Stabra je odhajalo v Ameriko. Zelo dobro se spomnim odhoda sestre mojega tata, tete Tončke. Teta Tončka je bila in z njo je odšel še Nackov, eden od fantov. Zjutraj, zelo zgodaj, smo se vsi zbrali na dvorišču, čeprav sem imela komaj 2 leti, ker sem kasneje zvedla, da je šla leta 36, se je selila, jaz sem pa letnik 34, ampak to imam v spominu. Kako so ljudje odhajali. Začetek prve svetovne, pa se spominjam, da sem šla v šolo zjutraj in da so zvonovi vse povsod zvonili, tudi taborški zvon. In povedali so, da oznanja začetek druge svetovne vojne. Ne vem, ali je bil to dan, ko je začela vojna v Jugoslaviji, ko je bil napad na Beograd, ali je bilo to splošno začetek, tega ne bi znala povedati. Drugi spomin pa mi seže, ko je bil pa tata mobiliziran,
Prav tako zjutraj smo se odpravljali otroci v šolo. Tata je že šel dol k vozu, je bil že pripravljen, da nekam odide. In je prišel gor, zelo resen v hišo in je rekel, mami, pripravi, da se umijem in preoblečem. V roki je držal poziv. In vem, da sem celo pot v šolo jokala, ker bo tata šel v vojno. Kako se pa spominjate fašizma? Fašizma pri nas doma ga nismo smeli poznati. Vsako soboto je bil zbor Piccoli Balilla, so se dobili v Dornbergu, ampak naša mama nikoli nas ne pustila. Sestri Maruši v prvem razredu ni hotela plačati tešare, Italijane, zato razreda ni izdelala, morala je ponavljati. Torej, otroci so dobili uniformo, marširali po Dornbergu, gor dol, prepevali pesmi. Nas kot otroci morda bi bili radi zraven, ker nismo razumeli, zakaj se šlo. Ampak mama nikoli nas ne pustila. Piccoli Balilla pa nismo bili. Kakšen je bil pa odnos učiteljev do slovenske besede? Prvi, drugi razred smo imeli učiteljico, je prihajala vsak dan iz Gorice, je bila zelo v redu. V tretjem razredu je bil pa naš učitelj, zdi se mi, da je bil ravnatelj, imel je v našem razredu, je bil tudi njegov sin, za vsako slovensko besedo nas je zatožil očetu in potem je bila pa kazen. Je bilo kdaj v šoli lepo? Kako? Če je bilo kdaj v šoli lepo? V šoli je bilo lepo, kasneje v slovenski. Smo imeli probleme, ne? 3 razredi italijanski, 4. potem v slovenski, je bilo težko preiti kar tako, ne? Čeprav smo znali domačo govorico. In pri nas se je pa polno čitalo tudi slovensko, naročeni smo bili iz Gorice, so izhajali, kolikor se spomnim, Zvonček, pa Pastirček, to so bile take mladinske majhne knjižice, potem je bil tak Poredni Bobi, vse to smo čitali v slovenščini in sem bila v 4. razredu zelo pohvaljena, da lepo čitam. Učil nas je pa v 4. Davo Šinigoj iz gostilne pri Lojzetu, brat od gostilničarja Lojzeta. Potem sem pa se hotela vpisati v gimnazijo v Gorico, ker mi smo imeli samo 4 razrede, ampak na gimnazijo so se lahko vpisali, tudi si moral imeti 5. razred in potem sem šla v Gorico, v samostan, ker smo imeli tam teto, sestra od stare mame, in je imela pravico nekoga vzeti noter, šolanje naj bi bilo brezplačno, ampak ni bilo, tako da sem v italijanščini naredila še 5. razred. To je bilo 46. No in potem 47. sem se takoj želela vpisati v slovensko gimnazijo. V Gorici morala bi narediti sprejemni izpit. Nisem znala slovenske slovnice. Poučeval me je Ernest Rojc, ki je delal že pred vojno slovensko učiteljišče v Gorici. Me je začel učiti pač slovnico, slovensko. No in ko je bilo treba iti na sprejemni izpit, je bila pa priključitev. In potem iz sprejemnega ni bilo treba in takoj, ko smo bili priključeni, sicer je bila cona A, je bila v Šempetru ustanovljena gimnazija in sem začela v Šempetru s slovensko gimnazijo. Gospa Dvora, pojdiva spet na tiste začetne leta, se pravi, pojdiva na začetek vojne. Rekla ste mi, da vojno so naznanili zvonovi. Glej, mi tisti začetek, ker smo bili pač pod Italijo, ga nismo občutili. Tudi ko je bil napad na Beograd, nismo bili obveščeni. Kolikor se spomnim, v taboru sta bila 2 radioaparata. Saj smo večkrat šli kaj poslušati, kakšna poročila, ne,
ni bilo. Časopis je prihajal Kmečki glas, najbrž je bo potem tudi ukinjen, nimam več spomina. Ko je tata odšel, časopis ni prihajal več v hišo. Tako da, da bi bili mi kaj obveščeni o napadu, morda odrasli so o tem kaj več vedeli, ampak jaz se ne spomnim. Kakšno je bilo vzdušje v tabori? Vzdušje v taboru pač kmečko, glej, ko je toliko moških odšlo, so bile ženske grozljivo obremenjene. Kmetija pri nas ni bila hudo velika, ampak za 2 ženski je bilo pa hudo, pa 6 otrok je že bilo, ne, takrat, ko je tata odšel. Letos mineva 80 let od požiga tabora in poboja talcev. Če greva na 27. maj leta 1944. Ja, torej jaz, glej, tole vem, da v mlinu so bili nastanjeni italijanski vojaki. Bali smo se hoditi v mlin, ker ni bilo prijetno. Mimo vojaka nikoli ni bilo prijetno, ampak mlin je bil pač nam potreben. Mlin je deloval ves čas, dokler ni prišlo do tega napada. Nosili smo pač vse na glavah v mlin, to ni bilo problem, ampak bil nam je blizu in dobrodošel. No, kasneje sem slišala, da so se partizani na ta napad kar dolgo pripravljali. Napad seveda so izvedli iz tabora dol. No, po noči je bilo slišati po taboru, laufanje tam po naših gasah, kričanje, jezik slovenski, hrvaški, italijanski, ker so bili med partizani tudi garibaldinci, ne, italijanski partizani. No, in potem, ko je bilo enkrat napada konc, so prišli v hišo. Pri nas hiša ni bila nikoli zaklenjena, ker stara mama, ko je kakšen prišel od partizanov, je vedno vstala, ona je vse slišala, je imela ves čas ušesa napeta. Največkrat je prihajal Marjo, domačin, Kovačev, ne, prvi taborski partizan. Najprej ga je nahranila, potem mu je zmeraj odrezala kakšen kos špeha, mu je dala s sabo še za ostale, pa kaj moke, kruha, če ga je imela. Glavna je bila polenta, ne, glavna hrana. No, in tisti večer tudi so prišli in seveda tudi otroci nismo spali. Jaz vem, da sem prišla v kuhinjo, no, in partizani so nam otrokom dali kocke sladkorja in oni so zaplenili pa pisalni stroj. Ne vem, kdo je bil bolj vesel, ali mi otroci sladkorčkov ali oni pisalnega stroja. To so se zaplenili? Zaplenili so ga Italijanom, ja. No, povedali so, da so jim zbežali v predor, ali so jih tam kaj polovili, glej, tega ti ne znam povedati, da bi si kaj hvalili, da so jih kaj pobili, nisem slišala. Tudi drug dan se o tem ni govorilo, da bi bilo kaj Italijanov, teh vojakov mrtvih. No, in seveda, takoj zjutraj očitno so bežali v Gorico in tam dol so bili Nemci obveščeni. Bila je binkoštna nedelja, ljudje so šli zjutraj k maši, z naše hiše je šla stara mama, otroci bi šli verjetno potem v drugi maši. No, in niso prišli do cerkve, je že prišla vest, da prihajajo Nemci od Gorice in so ljudje se vrnili domov. Doma smo imeli pa vedno vsak otrok je imel pripravljeno neko svojo culo, bi rekla. Brat vem, da je imel nahrbtnik, v nahrbtniku dokumente, nekaj denarja, kar smo premogli pri hiši, dosti verjetno ni bilo. Vsak je pobral svoje stvari in smo tekli v naš vinograd, v Roženplac. Stara mama nikoli ni zapustila hiše. Ona je ostala doma. No, tam smo bili pač nekje skoraj do poldne, se mi zdi.
No in potem je nekdo prišel povedati, da so Nemci odšli, da se lahko vrnemo domov. Kaj se je ta čas dogajalo po vasi, nismo kaj dosti vedeli, stara mama je samo znala povedati, da so ropali po hišah, kar so pač želeli, so pobrali in odšli. Pripravljala je kosilo, ker so bili binkošti, je bilo prav nobel kosilo, krompirjevi knedeljni z neko paradižnikovo omako, vem, da je bilo vse zelo rdeče. No in ravno je hotela nam to razdeliti v naše posodice, ker smo imeli vsak svojo skledico, je že prišel glas, da se Nemci vračajo. Tako da smo s tistim loncem poln teh knedeljčkov spet bežali v vinograd. Tam smo imeli sredi vinograda 2 velika cimborja, 2 veliki drevesi in v senci pod tistimi drevesi smo takole pokosili te knedeljčke. Zelo so bili dobri, otroci lačni. No in kar naenkrat se je začelo od tabora kaditi, grozen dim. Ker najbrž so začeli okrog gradu najprej ne zažigati. Zelo izbrano je bilo, tu so bile vse vezane hiše, ne, zažgali so eno in to se je potem kar premikalo. Imeli so pa tak način, da so prišli do hiše s kanto benzina, neko metlo so imeli, s tistem so pomazali zidove in potem v hišo vrgli take kojeni kiji so bile, take bombe, kot tisti, ki ga imamo v telovadnici. Če se spomniš, pri telovadbi, isto so zagnali v hišo in to je bil takoj plamen. Do naše hiše so tudi prišli. Doma je bila takrat stara mama, mama in sestra Lojzka. Dali so jim 5 minut časa, naj znesejo vse ven, kar morajo. Mama in stara mama so nosile posteljnino, da bi imeli otroci vsaj kje spati. Lojzka je pa snela nad poslo, je visela slika Svetogorske Matere Božje. Snela je tisto sliko, ni veliko, tako enih 30 za 30. Nosila jo je pred sabo, jokala, ne zažgati naše hiše. No in en vojak, Nemec, jo je vzel na ročje, je rekel, no fuoco. In stari mami in mami pomigal, lasen si, naj ne nosijo več ven. Torej hiša ni gorela. Gorela je pa sosedova Hrajeva tam. Ja. Tako da so potem, niso pa pustili gasiti. To je bilo vrah. Je bilo prepovedano gašenje. Ampak so tam videli pač ta otrok, ki je jokal, so toliko dovolili, da hiša je bila rešena. Tudi Hrejevo so pogasile ženske. Dobro je prišlo korito tam na Prtonu, prav polno vode, od tam so nosile, koliko so lahko hitele in tako, da je tam ostalo tisto celo. Tista v dvorišču noter, tudi Hrejeva, je pa zgorela. Zelo blizu. Kaj pa talci, te ljudi, ki se je... O talcih, no, to se je pa... Vse ti pravimo, v vasi je bilo eno beganje, no, ampak že isti večer se je vse zvedlo. Torej, Soltarjeve, oče, mati in 2 hčeri. Edini, ki so bili doma. Sin Bogdan je bil pri partizanih. One so bežale dol proti Klancu, prišli so, zanimivo, ne po glavni cesti, ki je vodila v tabor, po Klancu gor in po eni stezi, ki je prišla tudi s potoka gor proti Matikavim. Na tisti stezi je en partizan, kako se je zakasnil še v tabor, ti ne vem povedati, zdi se mi, da je bil z Renčnoma in tam so ga ujeli in ga ustrelili. Soltarjeve so pa prišle že na Klanc, oče in mati sta bila tik pred Nackavi, ko so imeli tam vrt, so imeli en tak plot, ena vrata, tik pred tistimi vrati
par minutk jim je manjkalo, da bi tam skozi zbežala, pa bila rešena. Hčerka Marija tik pod zidom tam, Lojzka pa še na klancu. Tako kot je Lojzka ležala z glavo navzdol in noge naprej, je izgledalo, da jih je zagledala in se je najbrž želela obrniti nazaj in je bila ustreljena v hrbet. Najbrž je bila takoj mrtva. Marija je imela pa na prstih in med nohti polno trave, je grabila počez, očitno se je še borila, ampak potem je pa nekdo še poleg strela še zabodel, tukaj v vrat je bila zabodena. Lahovih pa nisem videla. Lahova oče in mati vem, da sta bila ustreljena v kleti, ena hči pa v hiši. Dve hčeri, Boža in še, ne vem, kako je bilo že to starejše ime, Boža menda je bila nekje v Trstu ali v šoli, ali kje je ostala živa, in ta starejša tudi, kje se je nahajala, očitno ji je uspelo nekam zbežati. Torej pri njih so ostale dve živi, pri Sotarjevih pa nihče. No, potem od papeževih je bil ustreljen en možakar, zdi se mi, da je bil stric pri hiši. Vem, da je polno prihajal na žurnade, kot smo rekli, pomagati ljudem. Njega so vrgli pa še v Kovačevo hišo tam na Skednju, mrtvega v gorečo hišo. No in potem naslednji dan, še ni bilo dovoljeno pokop, niso dovolili, ni bilo krst, tista trupla so še vedno tam ležala. No, iz mlina je bila Marjo, gospodar je bil odpeljan na Čuklo, je bil na Čukli umorjen, v mlinu je bila pa ustreljena njegova sestra Zora, pa je, da je bila najprej posiljena, potem pa ustreljena, ker žena, tudi Zora, je bila pa odpeljana v spodnje prostore, tam, kjer je bil mlin, imela je pa nekaj denarja s sabo in je Nemcu, ki jo je hotel ubiti, ponudila denar. Ampak prej je pa videla, da je iz zgornjih prostorov pritekla dol kri, ker so bili stropi pač leseni. Ja. No in ga pustil, jo je živo, mu je rekla, da se bo skrila pač med kolesa mlinska, da jo ne bo nihče videl, ker se je bal najbrž tudi zase. Če ni opravil, kar so mu kazali, so opravili z njim. No in res se je potopila v vodo, cel dan je ona se počasi pod grmovjem ob reki Vipavi pomikala proti Benatkam, tam je zlezla iz vode, cela premražena, maja meseca, veš, da je bila Vipava še kar hudo mrzla. No, tam je prosila, da so šli do županovih, ker ona je bila županova, po oblačila suha, da se je preoblekla, no in potem je šla k županovi in tam so jo čakali sinovi, dva fanta. Kdo je pa pomagal urediti vse te mrtve po tem pokoru, ko so dovolili? Potem, ko so pa dovolili pokop, kjer so bili še svojci, tle pri Sotarjevih, ko ni bilo nobenega, so pa te starejše ženske. Ženske, ti povem, da te ženske, ki so bile vdove po prvi svetovni vojni, to so bile izkušene, hrabre, bojevnice, ker so vdove, ko so ostale, kot na primer naša stara mama, 26 let je bila stara, v begunstvu s 3 otrocmi. Sin je v begunstvu umrl, majhen dojenček. Tako da moja mama in teta Dora sta imeli bratca, starega menda okrog 3 mesece, ko je v begunstvu umrl. No in potem so te žene šle, ko so prišle krste, no jaz sem tudi šla za staro mamo, da bom pač videla, kako vse to pobirajo. In ko sem prišla po Leštaneh dol do Kovačeve hiše, takrat je eden brat od tega strica, ki so ga vrgli noter, je okostje takole v naročju prinesel še iz tleče hiše. Veš, da je bilo še
žerjavca še noter, ampak on je šel svojega brata iskat takole. To je bil cel skelet. Cel skelet je prinesel tako na rokah ven in potem položil v krsto. Tam so pa pobirali posebno pri materi, meni se zdi, da je bila tudi mati Lojzka, je bila ustreljena v glavo in so bili možgani še tam po tleh, ma so ženske vse počistile, vse lepo pobrale in je šlo vse v krsto z njimi. Potem v pogrebu v Donavezu. Pogreb je bil potem naslednji dan, hudo je bilo. Toliko, razen tistega partizana je bilo 10 pogrebov, ne? Ko smo se pogovarjali, ste mi govorili, da na tisti dan bi lahko bilo še več žrtev in med njimi bi lahko bila tudi vi. Tam mi smo bežali, ja. No, to je pa zgodba naše družine. Kot sem že prej povedala, zjutraj smo šli v naš vinograd, mi smo imeli tam betonirano lužo, ki je tata zbetoniral, predno je bil mobiliziran, ni bila še voda noter, ni še napeljal vode. Lepo zbetonirano in tam noter smo znosili vse tiste naše bisagice, ki smo jih imeli s sabo, tudi odejo, nekaj kovtrov, vem, da je tam bilo. Sonce je pa peklo tisti dan. No, in potem popoldne spet smo prišli tja. Marička Jakava, ta, ki sem jo pokazal prej, je bila pa v njihovem vinogradu pri Šentaneli in je vedela, da smo mi otroci tam, nas je prišla iskat. In nas je peljala tja gor k sebi, tako da nas je ona čuvala. Vroče je bilo in nas je spravila pod eno veliko figo, njihovo. In tam smo v senci vedrili. S sabo smo imeli mojo sestro Ano, staro 7 mesecev. Kako smo z Marušo sestro skrbeli za tega otroka, ali smo mu dali kaj jesti, ali ne, mene še vedno to muči. 7-mesečnega otroka smo varovali tam. Poleg ostalih še ne, 6 nas je že bilo takrat. No in potem so pa partizani kar naenkrat začeli zgore dol streljati na Nemce. Nemci so imeli pa tam na tem mali Čukeljci, veš, kje je tam v Roženplacu, so si že postavili neke postojanke, tudi če drug dan je bilo tam postojanka. No in tiste granate, ali kaj vse je, tu je streljalo vse okrog. In ta ženska je bila toliko prisebna, je rekla, otroci, tle nismo več varni, in nas je počasi spravila pod zid Šentanele. In tam smo vedrili, ampak ne dolgo. Točno pod figo je padla granata. Ogromna jama, tak velik jašek je tam nastal. Torej, ta ženska nas je rešila. Njena skrb in izkušnje iz prve svetovne. Kako se je začela vas pobirati, tabor pobirati po Ja, tem groznem dogodku? hudo je bilo, kam ljudje, kam iz teh požganih hiš, kjer so imeli, nekje so ostale kakšne štale tudi cele, pa tudi v štalah so si uredili, pa kakšni sorodniki drugje. Prav o kakšni selitvi iz tabora ne bi rekla. Recimo, Betrna družina, njihova hiša je bila požgana, so se vselili v to vašo hišo od strica Pepča, ne, ker je bila takrat, on je bil pri vojakih, ne, žena Zofija se je izselila na svoj dom na Kras, tam je bil prostor. Spodnje dele so imeli oni, na vrhu je bil pa stric Ivan s družino. Ljudje so bili zelo solidarni, zelo so si pomagali. Ja, veš, kako je, hiše so majhne. Nimaš kaj, solidarni seveda so bili, saj so pomagali, kdor je imel prostor. Ma prostora ni bilo. In potem, takoj po vojni, ne, ko smo mi prišli v cono A, so prišli ameriški črnci, zasedli pa celo kuhinje. Pri teti Dori je imel oficir črn v kuhinji poslal. To je bilo kasneje.
Takrat, ko se je to zgodilo v Tabori, Prav takrat, ne, ta 44, vse ti povem, vsak kotiček je bil zaseden. je sploh kdo iskal, zakaj se je to zgodilo, kdo je kriv? No, kriv bi bil samo tisti napad, ampak to še, ja, to sem zdaj pa nisem povedala. Ko so tisto jutro Nemci prihajali proti Dornbergu, so bili partizani še vedno na gradišču nad Prvačino in so kolono napadli. Bil je ranjen en njihov oficir in odpeljan v Gorico v bolnico. Ko so zaradi ranjenega oficirja so pobili 10 ljudi oziroma 10 domačinov in tistega partizana. Ko so se potem vračali, je prišla vest, da je oficir umrl in so prišli že do Volčje Drage, obrnili, prišli nazaj in požgali zaradi mrtvega oficirja še 30 hiš. To je bilo pa maščevanje zaradi oficirja. Toliko smo ljudje vedeli, več ne. Jaz mislim, da če bi kakšen zgodovinar, arhivi obstojajo, sigurno, oni so imeli vse arhivirano. Ker sem polno čitala, recimo o Pirjevcu, veste, zgodovinar polno piše o tem. On je imel možnost v angleške arhive, sam je pa povedal, niso še vsi arhivi odprti. Ni še vse dostopno. Taborci so se pobrali po tem tragičnem dogodku, ne? Ja, glej, potem, ko smo prišli v Conea, je bila pa takoj obnova. Prišli so ponudba, da zavezniki vas obnovijo in Taborci so sprejeli, medtem ko Branik pa ni sprejel. So ponudili tudi Braniku in Komnu. Če je Komen sprejel, ne vem, za Branik vendar ne, da oni bodo svoje domove popravili sami. Taborci smo pa sprejeli. Obnovljene so bile pa tudi hiše, ki niso bile zažgane.
In največja pridobitev je bila pa ta, vsaka hiša je dobila svoj WC. Ker prej po vasi ni bilo WC-jev. Zbite kakšne barake, sem pa tja tako. To je bila pa velika pridobitev. V naši hiši so nam menjali vse podove po tleh in nam vse prebarvali in ena okna, ki so bila tudi slaba, so zamenjali. Tako da obnova je bila prav pri vsaki hiši. Tam cela tista gasa, tam spodaj, ko so bili Sovtarjevi pa Lahovi, to so naredili prave vile. Iz majhnih hišk so nastale jim čudovite hiše. Kako so se pa ljudje po tabori dobivali, recimo, zvečer? A zvečer? Ja, moški so bile družbe po hramih, ne? Tudi fantje. Recimo dekleta, ob nedeljah popoldne smo se rade dobile na šantaneli, tam smo prepevali, potem, ko smo bile že malček večje, smo gledali, odkje bojo prišli fantje, ampak so se držali bolj po kleteh, ne? Niso se kaj dosti pridružili. So pa prepevani, pesmi je bilo ogromnih. Pri nas, ki je bilo polno deklet, je bilo tudi polno podoknic. Zanimivo, kako je bilo to življenje v tabori. Prej, ko sva se pogovarjala tudi o alpinih, ki so v tabori naredili marsikaj. Ja, glej, ti alpini so, jaz sem dobila podatek v tej knjigi. Torej v tej knjigi piše, poleti 42. se je bila iz Grčije vrnila divizija Džindžilija in se za počitek nastanila od Gorice do Podnanosa. Med vojaki, ki so jih bili namenili na bojišče v Rusiji, sta vladala razvrat in podivjanost. Kradli so, ropali, pijančevali in nad prebivalstvom po vipavskih vaseh neomejeno vladali. V takem vzdušju je nastala pesem o alpinih. In kakšno je bilo njihovo delo, resnično ta pesem pove, alpini v Dornbergu. Alpini v Dornberg pridejo, prav celo vas zasedejo, ojejhata velika, to je lakota. Vsak dan na vrata pridejo, pršut in mast zahtevajo, potem še v hramu derejo in rujno vince kradejo. Drhav pa taka, tlači se kokoši v mavhe in gosi, teleta se jim ne smilijo, še drobne jagenjčke koljejo. In vole, krave in koze nalagajo si na voze. Kaj bo, kaj bo, kaj bo. Ubogi kmetje tožijo. Po to nakradeno blago njih žene, mame pridejo, da bomo site, oblečene, alpini naši, ropajte. No, v Dornbergu so zasegli Čuklo, gor so imeli bunkerje, morali so pa nekje biti in so naselili Vodopivčevo hišo in spodaj Harejevo. Nekaj časa so živele družine in njihovi nadrejeni v hiši, ampak potem je bilo zelo hudo. Zato sem poklicala Olgico, ki je še živa, Harejevo. Niso prišli 42. Prišli so po razpadu Italije 43. Tukaj sicer lahko, da so bili kje druge žene, ampak v Dornberg so prišli 43. Ampak pravi, da je bilo tako hudo, da se ni dalo živeti, ker Vodopivčevi so imeli zelo urejeno hišo okrog ogromnega cvetja, čudovit latnik. In kljub temu, da so bili oni tam naseljeni, na latnik so obešali ljudi. In zato so potem zahtevali, naj jih izselijo. In so se selili obojni skupaj. Tle pri Harejevih je bila sama Olga in dve hčerki, mož je bil prav tako na Srneni kot naš tata.
Pri Vodopivčevih so bile pa menda še vsa dekleta doma, fantje ne. In gospa Vodopivčeva. No in so se selili v hišo Kovačevih, tam, kjer je zdaj tale pekarna, tam zadaj nekje, ampak potem od tam, da so šli pa v Brda, v Gonjače, ker je bila gospa Vodopivčeva od tam nekje doma in tako da so nekje tam bili bolj varni. Ampak v njihovo hišo se je naselil zelo glasen Špolar, so mu rekli Špolero, menda je imel prav svoje vojake, ki so odkradli najhujše, drugače da je bil pa gor v Vodopivčevi hiši oficir, Italijan, da je bil pa dober do ljudi in tisti, da jih je malo nazaj držal, da niso tako podivjali. Ta Špolero je bil pa divjak. Vem, da je imel tam tudi ženo, pokazal se pred ljudmi, kako zna on streljati, da je ženi, ko je kadila, iz ust prestrelil cigareto. Tak specialist je bil v ciljanju. Po vaseh so se ga vsi bali. Ta beseda Špolero je odmevala po vaseh. Kodar je prišel, je bil strah in trepet. Se spomnite kdaj, ko so razstrelili Pil za potok? Preden ste prišli v potok, na desni strani je bil Pil. Tam je bil Pil. Dokdaj je bil, ne vem. Vem, da je bil pa eden iz Brda, Rijavec, misli so se pisali, tam mučen. Takole pod brado so mu nastavili kol in je moral cel dan gledati v sonce. Pri tistem Pilu. In potem, ko so pripeljali iz, katera planota je tam gor nad Sočo, je padlo kar polno fantov, tudi eden Nackov bratranec od mame, so pripeljali jih 6 hkrati in so tam pri tistem Pilu napravili prav oder in 6 krst je bilo za 6 teh fantov. Ko so pa na Kambreškem je bil en hud napad in je polno teh fantov padlo in je bila narejena skupna grobnica in to grobnico so potem po vojni. Po vojni ni bilo več tistega Pila. Kdaj so ga razstrelili, se ne spomnim. Verjetno se spomnite, ko se je končavala vojna in se je te vojaki iz tega vojnega območja, še z Jugoslavije in tako naprej, so odhajali na zahod. Ti bom povedala dogodek. To so bile neprestane kolone četnikov in ustašov na konjih. Vse je bilo na konjih. Mi smo imeli, menda imajo še naši na Branici eno njivo. In stara mama in Marija Žufunova so tam orale. Ja, ker so si ženske sposojale voloj. Žufunov vol in naš vol skupaj, ena je držala od zadaj pluk, ena živino gnala, to je, ženske pač so tam orale. In midva z Ivanom sva nesla jim malco. In ko sva prišla tam od hiše pod Tejo, tisto Vinek, nasproti nama kolona teh konjenikov in ti grdi možje, vsi obraščeni, s tistimi kapami, neki posebnimi, ki jih nismo poznali. In tam vodi ena pot gor v Tejo in tam sva midva zbežala, ker nisva vedela, da na Čukli ni več alpinov. Smo mislili, zdaj bo napad, ker so streljali vse živo, kjer so je kaj premaknilo, so oni streljali, pa so se že umaknili, jih ni bilo več. No in midva potem gor po tem gozdu sva prišla prav v Steske, pod tisti most železniški tam, čez Branico, prišla do stare mame in Marije, niso še pojedle, ko so že prišli tja. Videli so voz, videli so živino, so morale vse pustiti,
sprazniti, kar so imele tam na vozu, nekaj še tega orodja in na cesto in tam so jim naložili na voz, kar so po mojem že med potjo ropali. Imeli so pa cele družine, samo žene, otroke, na konju v Gvišnu, po 2-3 na enem konju. Vse so jim naložile in so morali peljati. Mi dva sva šla domov, celo pot sva jokala, doma smo, prepričani smo bili, da nikoli več jih ne bomo videli. No in vrnile so se čez 3 dni in so povedale, kam so peljale ta tovor. V Koprivo, v Staro Gorico, na eno dvorišče so prišle po noči. Pot je bila grozljiva, celo pot, oni so vse pobili pred sabo, ker po jarkih, povsod sami mrtvi. No in ko je stara mama zapeljala na tisto dvorišče, je vedela, kam je prišla. Bil je samostan Uršulenk in v tistem samostanu je kar nekaj časa prebivala njena teta Marta. Prišla je ven prednica in staro mamo spoznala. Tako jih je živino nahranila, živini dala pit, ker so jih tam pustili, tam so raztovorile, na tisto njihovo dvorišče. In ženske je spravila noter, tudi spale so potem tam, no in drug dan so jim dovolili, da se vrnejo. In so se čez 3 dni vrnile, žive in zdrave, preplašene, živina trujena, veš, za volove, tako pot je bilo naporno. No in ta njihova kolona se je vila še kar nekaj dni. Vsi nismo upali na cesto. V tabor niso prišli? V glavnem proti Gorici. Proti Gorici. Saj ti so vsi ostali živi, ki so šli v Gorico. Če bi domobranci bežali proti Gorici, ne proti Avstriji, bi bili tudi živi. Italijani jih niso vračali. Kot otrok ste verjetno mogli zelo hitro odrasti, ne? Ja, zelo hitro smo odrasli. Zelo hitro, glej, tudi potem tisto vzdušje, ne, po vojni, smo ljudje, ne jaz kot otrok, odrasli so hodili potem, ko smo bili v coni A, smo imeli vsega na razpolago. Mi smo imeli, ker nas je bila velika familija, na kašči polhne žakle, riža, pašte, bele moke ameriške, mleko v prahu, sir, vsega ogromnega, da nas bi prikupili. Ampak ljudje so hodili na manifestacijo v Gorico, nočemo belega kruha, hočemo Jugoslavijo. In 47. je bila priključitev. In kašča prazna. Ja. Kako ste dočakali svobodo? Ma, glej, jaz ne vem ti povedati. Veš, starejši ljudje so rekli, naša oblast je Dunaj. So bili vajeni še Avstro-Ogrske. Stara mama, recimo, ker je bila pač vdova iz Avstrije, Avstro-Ogrske države, ne, so bili naši slovenski vojaki so se borili za Avstrijo takrat. Sicer njen mož je bil, ni vedela nikoli, kje je padel. Je bil pogrešan, ker je bil v Galiciji, v Rusiji, tam nekje. Lahko je bil ujet, lahko je tudi preživel. Ker vem primer iz Orehovce, ker je sestra, da se po tolikih letih, ko se je žena še enkrat poročila, se je mož vrnil iz Rusije. So bili tudi taki primeri, ne, ujetniki v Rusiji. Tako da dolgo ni mogla niti penzije dobiti, no, ampak potem je bil le sporazum med Italijo in Avstro-Ogrsko, Avstrijo, ne, Avstro-Ogrske ni bilo več, tako da je potem končno dobila penzijo. Kaj pa, slišal sem zgodbo, da kadar so zvonili zvonovami, tiskrat, kadar je bila svoboda, da so kar zvon razvili. Potem pa, joj, tisti dan, ko je bilo vsega konec, kolikor je bilo teh kurirk taborskih, partizanke so bile, ne, kurirke, takoj so šle sam na Kaluno tja zat, ne, in začele klicati partizane.
Tako jih je bila polna vas. Mama so prinesli blago naj Štepa, tisto zastavo slovensko, ne? Veliko zastavo ki so padala, ko so metali vojno, ne? Zavezniki med vojno, so bila vsa taka, različnih barv. Se spomnim, da so prišle, ko je bila v Ajdovščini ustanovljena prva slovenska vlada, je bilo tle zelo veselo vse skupaj in je prišla ena skupina deklet, kako so bile lepo oblečene iz tistega jabukote najlon, tista padala, izredno močno, ampak tenko drugače. So imele bele bluze, plava krila, rdeče predpasnike. Potem enkrat je tle v Ajdovščini en zbiratelj imel prav razstavo različnih uniform. In jaz sem mu povedala kot otrok, kako smo to občudovali. Je rekel, slišal sem za te obleke, ampak nobena mi jo noče dati. Jih imajo, je rekel, še dekleta, spravljene doma. Zelo lepe so bile napravljene. In to je šlo vse proti Gorici protestirati. Ne, proti zaveznikom, naj se umaknejo, hočemo postati Jugoslavija, ker je bil pač sklep Avnoja, ne, da se Primorska po vojni priključi k Jugoslaviji. Ko prišla med tebo škale, kjer moj grom samoten šti. Letos ste praznovali 90 let, ne? 90 let, to je kar velika številka. Ja. Jaz se vam, gospod Dora, iskreno zahvaljujem za ta pogovor, ker vaše pričevanje, čeprav skozi otroške oči, ima zelo, zelo močno. Saj lahko je tu bilo kaj mojega narobe videnega, ampak sem pa zelo poslušala jaz doma. Se pravi, radovedna punca? Zelo radovedna. Tisti dan, ko smo šli po Leštanah dol z Marušo, da gremo gledati, kako spravijo te mrtvake v krsto, ko je ona prišla na skednje, je zagledala, kako oni nosi ven svojega brata, ona jo pobrisala domov. Jaz sem hotela videti do konca, kam ga bo nesel. V krsto. Najlepša hvala. Prosim.